eno delo. Jaz bi se navezal tudi na tole vprašanje, prvo vprašanje, vprašanje kraljev, pa zgodovine. Se mi zdi zelo zanimivo, no? Če se, Rok me boš popravil, če se ti ne zdi v redu, ampak kot iztočnica za premišljevanje, pri krstu krščena oseba dobi po Jezusu trojno dostojanstvo. Duhovnika, preroka in kralja. In se mi zdi po svoje zanimivo, kako lahko bi po moje gledali tudi recimo malo v teh likih Tolkienovih, kako ne v eni osebi, ampak morda v treh osebah. Lahko iščemo to podobnost s Kristusom. Recimo, ne vem, bi lahko rekli zagotovo Bilbo, tudi Frodo, kot lik nekoga, en duhovniški lik, lik nekoga, ki pozna in se je sposoben darovati, se je sposoben žrtvovati. Morda pri Gandalfu recimo, lik nekoga, ki je prerok, čeprav ni samo prerok. Čeprav ni samo prerok. In morda potem recimo pri, kaj vem, morda pri Aragornu. Aragorn je pa kralj, na katerega vsi čakajo. Kralj, na katerega vsi čakajo, tako. Ja. In poznata to zgodovino, ki je bila pač omenjena. Dobro, Slovenci je pač nimamo. Nikoli nismo imeli svojih kraljev. Tako, ja. Ampak poznate recimo, odkot nekdo prihaja, in da je mogoče poznati svoje prednike, ne glede na to, kako se mogoče v enem trenutku zdi, recimo, Aragorn je pravzaprav tudi v tem smislu dosti kristološki, da je pravzaprav večino zgodbe zelo preprost. Ja, bil je odmaknjen, noben ga ne ceni, ampak vsi pa čakajo njegov prihod. To je v bistvu Mesija. Ja, tako je. Ampak samo kraljevski del je Aragorn. Tako, kraljevski del, ja. Medtem ko Frodo, ko sprejme prstan, si zada najtežjo možno nalogo, torej največja žrtev, zaveda se, da je naloga tako težka, da bolj verjetno, da je ne bo opravil in da bo pri tem umrl. To je duhovniški vidik, ja, kot si rekel. In ja, Gandalf kot prerok, recimo. Zanimivo.